Med tistimi, ki so leta 1945 pred boljševiki bežali na Koroško, sta bila tudi Franc Zorec iz Polhovega Granca in Marija Kogovšek Anžetova Mici iz Rovt. V Argentini sta si ustvarila dom in družino. Danes je med nami njun sin, dr. Janez Zorec, ki ga vabim k besedi. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Boris Pahor, spoštovani župan občine Logatec, gospod Berto Mlinar, spoštovani predsedniki in predstavniki političnih strank, spoštovani duhovniki in predstavniki Slovenske katoliške cerkve, spoštovani člani spominskega odbora Rovte, spoštovani gospe in gospodje. V letih 40-41, ko je Marija Kogovšek, po domače Anžetova Mici, skratka, moja mama, dopolnjevala šiviljski tečaj v Ljubljani, je mojster nepričakovano napovedal, da se ji bo iz vodnega nabiralnika na Perilah v kratkem začela iztekati kri. Ni šlo za preroško napoved, ampak preprosto za omembo revolucionarnega namena, ki se je takrat začel odvijati z nepopisno divjim bratomornim programom. Partizani so sprožili svoj srd nad Rovte, ko še ni bilo ne vaških straž in ne domobranstva. Pokazal se je izraz pravega obraza narodne osvobodilne borbe. Vkolikor pa je v prispodobi krvavega vodnjaka resnice, prav gotovo ni v Rovtah nobenega, ki bi ne vedel, da so med pustom leta 1944 bombe razdejale ne samo vodnjak, ampak tudi električni transformator. Ta atentat je bil takrat eden zadnjih partizanskih poizkusov, da bi ohromili domobransko posadko v Rovtah, istočasno pa je bila tudi represalija za vse prebivalstvo, ki se med prvimi v Sloveniji postavilo v bran pred Titovimi komunisti in njihovim divjanjem. Marija Kogovšek je bila sestra Janeza Kogovška, domobranca, ki je umrl zaradi nesreče z bombo v Zaplani aprila 1944. Avgusta istega leta pa je bilo v Rovtah protikomunistično zborovanje, s katerim je prebivalstvo hotelo potrditi svojo narodno zavest, vero v Božjo previdnost in proslaviti dvoletni obstoj domobranske posadke. Na tej proslavi je govoril general Rupnik s slovenskim šopkom, ki mu ga je na gumbnico pripela ravno moja mama. Šopek Rupniku je bil zadostni vzrok, da je mama bila označena za javno nasprotnico novega reda in bila zato gotov kandidat za umor. Zato se je 5. maja 1945 s sestro Fransko in bratom Milonom za 14 dni ali en mesec poslovila na Koroško. Pomišljene tedne ali kratke mesece je politično dogajanje spremenilo v dolgo križevo pot, ki jih je peljala v Južno Italijo, Nemčijo in končno v Argentino. Zagledala je ponovno Rovte 40 let kasneje, ko ni bilo več ne materi, ne očeta, ne sestre in ne brata. V Rovtah je Marija Kogovšek spoznala Franceta Zorca iz Polhovega Granca, ki je kasneje postal moj oče.
France Zorec je bil najprej mobiliziran partizanom, od katerih pa je pobegnil na večer, ko bi moral izvršiti ukaz partizanskega poveljnika, da umori Trnovčevo družino na Dobrovi. Ta je bila priložnost, da reši družino in med njimi 12-letnega Lojzeta, ki je kasneje postal v Kanadi tronski nadškof, kardinal dr. Ambrožič. Pobeg od partizanov se je takoj povezal s protirevolucionarnim odporom. Proti konca leta 1942 je stopil v ilegalo Zaplano z operativnim imenom Kocel in bil med tistimi, ki so pričakali angleško letalo in padalce pod vrhom Svete Trojice marca 1943. Kot primorski četnik je v Idriji prisluškoval razgovoru o nenapadanju med gestapovci in partizani. To je eden izmed mnogih dogovorov, ki so jih komunisti sklepali z Nemci med časom, ko so že dobivali zavezniško pomoč. Kmalu po omenjenem dogovoru med Nemci in partizani je bil Ata še priča v reki, podajanju hrane in desetine zabojev municije, ki so jih partizani dobivali od Nemcev. Priča tega pogajanja med nacisti in komunisti so tudi sedaj znani grobi Churchillovi očitki Titu, kjer se zgraža nad dejstvom, dobesedno prevajam, da Tito uporablja dobljeno orožje proti svojemu ljudstvu, medtem ko je mlačen do Nemcev. Markantna kolaboracijska značilnost narodne osvobodilne borbe. Ata je bil od Nemcev ujet v posesti zapisnikov o omenjenih pogajanjih in bil obsojen na smrt. Ko je končno ušel iz zapora, se je zatekel k Američanom v Italijo. Eno leto po vojni je bil odposlan na ogled v Jugoslavijo. Na poti nazaj v Italijo je pripeljal čez mejo Milana Zajca, enega izmed redkih preživelih prič tragične likvidacije domobrancev v Kočevskem rogu. Toliko za izkaznico, s katero se predstavljam pred vami na današnji proslavi. Predstavljam pa se tudi ne le kot nekdo slovenskega porekla, ampak kot Slovenec, rojen v Argentini. Rojen v Argentini po sili razmer. Le redki med nami bi svoje narodnosti formulirali drugače. Kot v Svetem pismu je za moje starše pot iz daljne tujine nazaj v obljubljeno deželo trajala 40 let. Prehod čez morje pa v našem primeru ni nujno povezan z upanjem v neko obljubljeno deželo, ampak je duhovni udarec z bolečinami, ki ne najdejo utehe in ne omiljenja. Redki so tedaj še živi, ki so to pot doživeli. Lahko pa rečem, da se nihče od teh naših prednikov ni docela vživel v novem svetu in vsakega, ki ga sedaj ni več, se je pri zadnjem vzdihu oprijela misel na dom, iz katerega ga je spodila politična ihta zaprisežena smrti. Te bolečine so resnične in njene krutosti toliko bolj trpke, kolikor jim je samoobramba pred Titovo revolucijo bila ožigosana s psovko narodnega izdajalstva, medtem ko so resnični izdajalci in mučitelji slovenskega naroda živeli v omotici neke zmage, katere mit je svojo trajnost ohranil samo zato, ker se cele generacije svobodnega sveta niso upale javno priznati svoje napake, da so prav zavezniki dvignili Tita v javnost in mu posredno omogočili, da je za ceno genocida s komunizmom zasužnil Jugoslavijo in z njo Slovence. Tito je bil Hitlerjev in Stalinov zaveznik od avgusta 1939 do junija 1941. Takoj po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo pa so se komunisti povezali zavezniki, od katerih so kasneje dobivali orožje, čeprav niso pretrgali manevriranja z Nemci. Komunisti so si pridobili naklonjenost zaveznikov, ker so imeli zaslombo Stalina in Sovjetske zveze.
Churchill je računal, da potrebuje pomoč Sovjetov, da strejo Hitlerja, medtem ko naj bi služila ameriška pomoč, da ohranijo zahodno civilizacijo. Britanska realpolitika se je zato oprijela Tita in izdala Mihajlovića, s katerim ne bi mogla doseči pričakovanih uslug pri Stalinu. Churchill je seveda kmalu spoznal in kasneje priznal, citiram, da je brezpogojna podpora Titu bila ena njegovih velikih vojnih napak. Razumel je, da Tito uporablja orožje za uničevanje svojih političnih nasprotnikov, ne pa proti Nemcem, in ga je glede tega zadnjega krepko opomnil septembra leta 1944. V Naplju 12. avgusta 1944 je Tito še razlagal Churchillu sledeče, citiram, Narodno-osvobodilno gibanje v Jugoslaviji je v svojem bistvu občeljudsko, nacionalno in demokratično. Potem takem še enkrat poudarjamo, da ima vodstvo narodno-osvobodilnega gibanja pred seboj en sam in najvišji cilj, borbo proti okupatorjem in njihovim slugam ter ustvaritev demokratične federativne Jugoslavije, ne pa vzpostavljanje komunizma, kot nam sovražniki podtikajo. Razložil pa mu je tudi, zakaj nima namena uvajati komunizma v Jugoslavijo. Citiram, če drugega ne, že zato, ker je treba pričakovati, da bo po vojni večina evropskih dežel živela v demokratičnem sistemu in Jugoslavija si ne bo mogla privoščiti, da se od tega razlikuje. Ko sta pred koncem vojne Tito in Stalin podpisala pogodbo o prijateljstvu med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo, je Churchill že izgubil vse upanje, da bo Jugoslavija po vojni zahodnoevropska demokratična dežela. Decembra 1944 Churchill vzklikne, prevajam, prišel sem do sklepa, da smo si s Titom vzredili kačo na prsih. Potrdil je še, da je bila Rdeča armada tista, ki je dejansko osvobodila Jugoslavijo in ne Tito s svojimi partizani, ter zaključil rekoč, mislim, da bi odslej mi morali stremeti za tem, da Italijo podpremo proti Titu, ker še vedno upam, da bomo lahko rešili Italijo pred bolševiško kugo. V prvi polovici maja 1945 je Titova jugoslovanska vojska zagospodarila v južnem delu Avstrije, avstrijske Koroške, v slovenskem Primorju, Istri, na Kvarnerskih otokih in v Trstu. Toda zaradi pritiska zahodnih zaveznikov in kot posledica celovške zarote so maja zamenjali Koroško za življenje domobrancev in mnogo drugih beguncev in se od tam umaknili. V prvi polovici junija 1945 pa so odšli še iz Trsta. To je krona Titovega osvobajanja, ki nam je zapravila Trst in Koroško za dolgo zamolčano krvavo ceno, ki počiva v Kočevskem rogu. Kako naj tako početje imenujemo drugače, kot da je Titova povezava z zavezniki bila le krinka, s katero je lažje uresničil načrt revolucije. Dokumenti, ki to dokazujejo, so danes dosegljivi vsem, da se na svoje oči prepričajo o resnici dogodkov in političnih izmen, ki so neposredno po vojni prinesli v Jugoslaviji oziroma v Sloveniji toliko gorja. Tito in njegova vojska je zadolžena s kolaboracijo prvič s Nemci in drugi s Sovjeti, medtem pa njegov boj ni bil narodno-osvobodilni, ampak boj za totalitarno oblast in poigravanje z zahodnimi zavezniki, ki mu je dovolilo uresničiti namero jugoslovanskih komunistov, izraženo na njihovi konferenci že leta 1940, ko so odločili, citiram, da je zanje boj proti okupatorju sprejemljiv, le če ga bodo lahko izrabili za prevzem oblasti. Koga ob teh usodnih dogajanjih moramo označiti za kolaboranta? Tistega, ki se je zapuščen od zahodnih zaveznikov branil pred zvijačnem genocidnežem ali zvijačneža, ki je lagal levo in desno, da je lahko zadovoljil svoj krvavi pohlep po oblasti. S temi očitnimi dokazi
so danes kratice NOB, OF, samo lažnive bajke, ki smešijo Slovenijo pred svetom, kot smo temu bili priče oktobra lanskega leta, ko se je v Evropskem parlamentu poleg nesposobnosti vlekel za kandidatinjo še zmotni ideološki anahronizem. Ideološki anahronizem je za naše oči, ki gledamo slovensko sedanjost iz neobremenjenega podnebja, nerazumljivo vprašanje. Moja generacijo, živečo v tujini, ne veže več spopad med obranci in partizani. Smo pa brez dvoma neposredne priče bolečin, ki so jih domobranci in njihovi prijatelji prenašali v izgnanstvo. To bolečino so naši predniki prenašali brez obupa. Nihče ni namreč v najhujših izkušnjah izgnanstva naredil samomora. Od tega trdnega duha, ki sta ga ohranjala neomajno zaupanje v Boga in ljubezen do Slovenije, se tudi nam porajajo iskrene nade, da bi Slovenija dokončno živela v pravi demokraciji. Osamosvajanje Slovenije smo doživljali kot prelomno gibanje med žalostno preteklostjo in pričakovano slogo med Slovenci za dobrobit države, rešene starih antagonizmov. Zaznali smo nujnost, da tega zgodovinskega trenutka ne smemo zamuditi in se zato na razne načine vključevali s prispevanji za priznanje nove slovenske države. Priča sem, da je tudi ta rod, ki je nastal v izgnanstvu, skupno s pomočjo starejše generacije, povezane z demokratičnimi političnimi gibanji v svetu, na razne načine pripomogel, čeprav ne z majhnimi težavami, da so slovenske pomladne politične moči dobile svoj prostor na mednarodni areni in s tem pospešile postopek, ki je končal s priznanjem samostojne države Slovenije. In kaj se je zgodilo? Ponovno je bila demokracija prevarana. Sam predsednik komunistične partije postal prvi predsednik neodvisne Slovenije. Hujše. Kot je danes znano v javnosti, so se prvi predsednik neodvisne Slovenije in več njegovih somišljenikov prizadevali, da bi Evropa ne priznala slovenske osamosvojitve v prid neke nove jugoslovanske konfederacije. Politična apatija, neodgovornost in pomanjkanje prave svobodne slovenske zavesti med premnogimi, še posebno v vrstah pol stoletja zatiranih, pa so pripomogli in se to še danes dogaja, da so se nasprotniki slovenske osamosvojitve zakorenili na oblast. Dosegajo, da se po 25 letih na predsedniškem mestu še vedno ne more pojaviti znak politične alternative, da ne pride do zamenjave, ki je v svobodnem svetu nujna za zdravo rast demokratične države. S tem je bila Slovenija izdana že drugič. Izdan pa je bil tudi še upajoč slovenski rod, ki je nastal v tujini, kot da gre za zaroto, ki si jo slovenski narod ne more znebiti. Bojimo se, da postane demokracija v Sloveniji samo lažni pojem, s katerim se v resnici poistoveti zvijača z obrazi neprestano spremenjenih imen prelevitih političnih strank iz stare nedemokratične nomenklature. Kdo je kriv, da je na jugoslovanskih tleh bilo med vojno in po vojno umorjenih 1,2 milijona ljudi? Od teh je na slovenskih spominskih ploščah znanih več kot 14 tisoč, še mnogo več pa jih leži v prikritih moriščih. Niso tega zločina mogli storiti Slovenci, še vedno lažnivo ožigosani z izdajstvom. Niso tega storili v tako osupljivem številu ne nacisti, ne fašisti. Tega niso naredili pri nas ne Sovjeti in ne zavezniki. Storil je to Tito in njegova komunistična partija, od katere ni bil še nihče sojen za ta grozodejstva. Po boju v Katinu in okolicah v pomladi leta 40 ali po boju v Srebrenici julija 95 so danes raziskani in ocenjeni. Samo zaroto v Vetrinju
Z naslednjim pobojem